Danes v novicah med drugim. Ulica Slavka Gruma znova prevozna. Zaključek urejanja poslovne cone v Kronovem. Zelena znaka za glamping Kolpa Resort. Lep pozdrav! Poleti marsikje brnijo gradbeni stroji zaradi urejanja in posodabljanja infrastrukture. In čeprav gradbena dela prinesejo napredek in načeloma tudi lepši izgled, se vsi veselijo, ko jih je konec. Danes so se odprtja rekonstruiranega odseka razveselili v ulici Slavka Gruma v Novem mestu. Cestna infrastruktura v ulici je bila v slabem stanju, zato so februarja stekla dela. Obsegajo na ulici Slavka Gruma izvedbo kolesarske steze, rekonstrukcija pločnika, celotnega vozišča, odvodnjavanje ceste, izvedli se bodo avtobusna postajališča, komunalna infrastruktura se v celoti obnavlja, se pravi fekalna in meteorna kanalizacija, pa vodovod deloma v tangiranem odseku. Danes so zaključili prvo fazo, to je od križišča s Topliško cesto do križišča z ulicama Brod in Drska. Tudi v drugi fazi so dela skoraj zaključena, urediti je treba še talne označbe. Hkrati pa se tudi že nadaljuje dela v tretji fazi, to je pa proti osnovni šoli Drska, pa delamo na Cesarjevi ulici. Posamezne faze so v času izvajanja zaprte, popolna zapora ulice z omogočanjem dostopa poslovnim uporabnikom in pa seveda stanovalcem. Tudi v zadnji, tretji fazi se pričakuje oziroma bo potrebna popolna zapora. V projekt je vključena tudi izgradnja 2,2 km kolesarskih površin od osnovne šole Drska do Straške ceste. Stanovalci prenovo ceste pozdravljajo, saj menijo, da bo varnejša in lepša. Smo pa veseli za to našo kamnito formavivo, ki bo zdaj ob novi cesti še bolj prišla do izraza in jo bojo lahko ljudje še bolj občudovali in otroci se igrali na njih, obiskovali in uživali. Žal mi je mogoče malo teh dreves ogromnih, ki so bili tle, ki smo jih jaz, pa sosedi smo jih sadili, enih 50, 60, nekaj jih je ostalo. Smreke, bori, lipa, breza, to je bilo podreno, pa naj bo bolj drugo nasadili, tako se mi zdi, da bo še lepško je bilo. In če je ponavadi zaradi del slišati tudi pripombe, so tokrat na račun gradbincev padale pohvale. Po tej vročini, ko so delali, je nemogoče biti stati pa gledati, nikar pa delati. Tako da res hvala gradbincem. Vsa pohvala izvajalcem, ne vem od kje so bili, ampak čudovito, vse smo imeli dostope urejene, tako da res pohvala. Če bodo dela potekala brez zapletov, naj bi jih v celoti zaključili v oktobru, a načrtov s tem še ni konec. Nadaljujemo s projekti tudi v prihodnje, pravzaprav za izboljšanjem prometne varnosti na odseku od Cesarjeve do osnovne šole Drska, tako da že pripravljamo projekte za izvedbo izvennivojske kolesarske povezave oziroma kolesarske steze in pa pločnika na tem delu. Pogodbena vrednost del v ulici Slavka Gruma znaša nekaj manj kot 2 milijona evrov z DDV-jem, denar pa gre iz občinske, državne in evropske blagajne. Z ceste pa na parkirišče. Težave s parkiranjem na najbolj frekventnih mestih v mestu Sevnica so najprej privedle k uvedbi modrih con na posameznih območjih. Kmalu bodo te cone postale tudi plačljive. V ta namen je bilo nujno spremeniti tudi občinski odlok. Do sedaj so bili postavljeni samo 2 parkomata. Naš cilj je postaviti več parkomatov, skupaj 6. Parkomatov jih približati ljudem na tistih mestih, kjer je frekvenca parkiranja večja, kajti na tak način zagotovimo manj težav tistim, ki parkirajo. Načrt je bil, da bi modre cone postale plačljive 1. avgusta, ampak imamo težavo z dobavo parkomatov in ne bomo mogli v celoti uveljaviti tega odloka, zato bomo naknadno dodatno obvestili občane o uveljavitvi. Želimo pa tudi zgraditi dodatno parkirišče. Smo tik pred pridobivanjem gradbenega dovoljenja za parkirišče tukaj v Stari Sevnici pod Vrtačo.
Plačilo parkiranja bo možno tako na parkomatu, kot tudi z elektronsko aplikacijo. Samo plačilo prve ure je 10 centov, to je 10 centov dražje kot prej, ko je bila zastonj, vendar s tem nekako si prizadevamo omiliti oziroma zmanjšati tiste špekulacije, ki so nastajale. No, vsaka naslednja ura pa stane 70 centov, kar je bistveno pod povprečjem okoliških krajev. Dobro je, da se uredi parkiranje za zaposlene, se pravi, treba mi je ponuditi brezplačna parkirna mesta. Ne vem, nisem čist prepričana, če je tisti 10 centov, če bo to zagotovilo, da se ne bo parkirali na modri coni, vendar začetek tega urejanja to je in nekaj je pač potrebno storiti. Trenutno je v mestu Sevnica 14% parkirnih mest v modri coni, za katere pa so na občini zagotovili nadomestna parkirišča izven cone. Gremo v bodočo poslovno cono. Potem, ko je bila konceptualno zastavljena že leta 2012, 4 leta kasneje pa je bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt, so konec lanskega leta naposled stekla gradbena dela v poslovni coni v Dolenjem Kronovem. Po nekaj mesecih se ta vztrajno bližajo h koncu. Z okrog 12 hektarjev veliko turistično-storitveno gospodarsko cono se po besedah tamkajšnjega župana šmarješka občina postavlja na zemljevid dolenjskih gospodarskih središč. Gre za vseeno najpomembnejši projekt v naši občini, bi rekel kar od same ustanovitve naprej. Blizu 2 milijona vredna investicija, računamo na 1 milijon nepovratnih sredstev. Ki si jih občina za projekt celovito komunalno opremljene poslovne cone v neposredni bližini avtoceste obeta na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zaradi namer naložbenikov se v Šmarjeških Toplicah v bodoče nadejajo tudi znatnih proračunskih prilivov. Ker bomo v bistvu vsako leto imeli en zelo zajeten dotok bi rekel, komunalnih prispevkov in nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, tako da zelo pomembna stvar za nas. Ob logistični in spremljajoči servisni dejavnosti bodo v poslovni coni v prihodnje mesto dobili še hotel, trgovski center, bencinska črpalka, širok nabor dejavnosti pa bo med drugim dopolnjevala tudi gostinska ponudba. V bistvu cona je že razprodana. V glavnem domači podjetniki, tudi kakšni še zunani, in jaz mislim, da bo tudi podoba naše občine povsem drugačna. Zagon poslovne cone, ki bo pomembno razbremenila nekatera vaška središča, v občino, ki se že sedaj ponaša z eno najnižjih stopenj registrirane brezposelnosti, prinaša tudi številna nova delovna mesta. Nimamo čist pravih podatkov, ampak nekje med 200 in 250 novih delovnih mest. Gradbena dela morajo biti po pogodbi končana do konca avgusta. Besedi trajnostno in zeleno sta vse bolj v uporabi, tudi v turizmu. V Beli krajini intenzivno delajo po zelenih smernicah, saj je to boljše za vse, nas in naravo. Veselijo se tudi 2 zelenih znakov, ki ju je pred kratkim pridobil Glamping Kolpa Resort. To je prelep kraj za preživljanje dopusta. Od zdaj tudi z 2 zelenima certifikatoma, ki potrjujeta trajnostno naravnanost. Smo v bistvu prvi prejemnik zelenega ključa v Beli krajini, na kar smo seveda zelo ponosni. Smo se vključili tudi v zeleno shemo slovenskega turizma, smo pridobili Slovenija Green Accommodation, kar je pa v bistvu še en dodaten znak ali pa še ena dodatna spodbuda, da delamo in da se certificiramo in da delamo dobro v turizmu. Bela krajina kot destinacija si že dolgo časa prizadeva, da dobimo čim več ne samo nastanitvenih obratov, pač pa tudi atrakcij, gostiln in pa v bistvu vseh deležnikov v turizmu, da pridobivajo trajnostne certifikate. Zdaj, za nas je to pomembno zato, ker gostje to iščejo, vse več je povpraševanja po nekih trajnostnih nastanitvah, po drugi strani pa, kot sem že rekla, tudi promocija je zaradi tega mnogo večja.
Jankovičeva, tudi predstavnica odbora Slovenija Green, je še dodala, da se turistični ponudnik s pridobitvijo znaka zaveže k trajnostnem poslovanju, ki pa je še marsikaj več kot zgolj ločevanje odpadkov. Kakšne etične kodekse imajo, kako zaposleni ravnajo, ne vem, kako informirajo tudi goste glede prevoza, ne, kako uporabljajo v kuhinji, katere sestavine, ali so lokalnega izvora, ali se prizadevajo za nič kilometrov, se pravi, da gre direktno iz vrta na mizo hrana. Smo tukaj v neki zeleni naravi, da v bistvu imamo veliko naravnih materialov, da v bistvu gradimo z lesom, imamo čim več zelenja avtohtonega, če se le da, in pa da seveda, da nam ta tudi biološki bazen nam je pomemben. Gostje, pretežno tuji, pa se tukaj počutijo odlično. Perfect, all the facilities are there, so we do like it, and also it's beautiful with the swimming pool. It's special and without chlor, so nice. Možnosti za spremembe so vedno, dodamo lahko še vedno veliko stvari, ampak radi bi pa ostali na tem obsegu, hkrati pa dvigovali storitev. Tako da v bistvu ne razmišljamo, da bi neke velike širitve, ampak želimo si, da ostanemo, da v bistvu še dvignemo nivo notko. Beli krajini se kmalu obeta nov zeleni znak. Tudi mi kot Zavod Metlika in naša hiša Dobrot Bele krajine je v postopku certificiranja, tudi pridobivanja znaka zeleni ključ. Si pa želimo postati prva Green Attraction, prvi certifikat Green Attraction v Beli krajini. Tako. In tako je Bela krajina, ki je že od nekdaj zelena, z vsakim dnem še malo bolj. Novice pa končujemo v parku Rastoče knjige ob knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, kjer so v sklopu pogovornih večerov na robu poletja gostili Boštjana Videmška in Majo Prijatelj Videmšek. Predstavila sta svojo knjigo Zadnji dve, Nadžin in Fatu, reševanje vrste na robu izumrtja. V njej pišeta o možnostih za naravno nadaljevanje vrste severnih belih nosorogov. Nosoroginji te vrste sta ostali samo še dve. To je dejansko, vrsta je že dejansko funkcionalno izumrla. Po naravni poti ni več upanja za njeno rešitev. Konzorcij znanstvenikov in naravovarstvenikov poskuša rešiti to vrsto z različnimi tehnikami umetne oploditve in tehnologijami matičnih celic. Glavno sporočilo knjige je, da smo se preveč, vsaj po mojem mnenju, da smo se preveč oddaljili od narave, katere del smo, da smo pozabili na to našo vez z naravo in da moramo ponovno vzpostaviti stik z njo. Želja številnih je, da se nesrečna zgodba severnih belih nosorogov ne ponovi. Narediti vse, da smo čim bolj ozaveščeni. Gre za agresivno samoizobraževanje, brez samoizobraževanja, stalnega študija, stalnega samoprespraševanja in radikalnega samoomejevanja ni možno nikakršna sprememba. Ne v boju s podnebnimi spremembami, ne v smislu političnega preboja, ne v smislu kakršnekoli možnosti preboja ekonomske ali pa družbene paradigme. Trenutno je na svetu okoli 16 000 ogroženih vrst. Hkrati gre za zgodbo o divjem lovu, za zgodbo o plenilski ekonomiji, za zgodbo o diktaturi fikcije skozi celotno civilizacijo in tudi danes. Kilogram prahu iz nosorogovega roga na črnem trgu v Vietnamu in Kitajskem stane $80 000. Torej ob resno obdarjenem nosorogu je to v bistvu že kar $1 milijon vredna žival. V sklopu cikla Na robu poletja sicer gostijo same priznane slovenske avtorje in avtorice. Si želimo z izbiro gostov obknjižničnega programa hkrati tudi aktivno odgovarjati na problematike, s katerimi se sooča sodobna družba, tako na lokalnem kot tudi na globalnem nivoju. Cikel tudi v zgodnje jesenskem terminu prinaša 3 zanimive pogovorne večere. Gostje bodo Peter Čeferin, Erika Johnson-Debeljak in Feri Lainščak. Slednji je med drugim zapisal: najboljši od časov so časi svobodni, najlepši pa čas, ki porabiš ga zase. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!